evropskega spet na domače prizorišče na tekmo s Triglavom, ki je imela dvojni svečan pridih, minila je ob praznovanju 23-letnice delovanja Viol. Prvi trenutek svečanosti pa smo počastili že pred začetnim sodniškim žvižgom ob zares prav posebnem jubileju in poklonu za trenerja Darka Milaniča. Šampionski strateg, ki je doslej popeljal NK Maribor do 3 naslovov državnega prvaka, 2 naslovov pokalnega zmagovalca, 2 superpokalov, do vrstitve v Ligo Evropa in novih uspehov v začetku letošnje sezone, je prišel do spoštljivega mejnika. Vodil je že 200 tekem z vijoličaste klopi, 200 tekem, ki so prinesle toliko veselja. In po veliki evropski sredi ter v pričakovanju povratnega dvoboja v Luksemburgu je Darko Milanič posegel po nekaj spremembah v začetni enajsterici. Prvič v letošnji sezoni sta od prve minute igrala Rajko Rep in Mitja Rešek, prav tako pa Martin Milec, ki je uspešno prestal okrevanje v Pulju, se vrnil v družbo soigralcev in potrdil, da je poškodba preteklost. Zavedali smo se, da je nasprotnik dobro organiziran, da bo igral podobno kot sam moštva v Ljudskem vrtu. Kljub dobrim 20 minutah, v prvem polčasu smo na začetku tekme res dobro kombinirali, imeli kar inicijativo, dobro izkoriščali prazen prostor, ki se nam je ponujal. Nismo uspeli zadeti in se potem otežali delo. Enostavno potem nismo imeli več prave ideje. Vendar je najpomembneje to, da v tem delu tekmovanja, ko smo res zelo obremenjeni na 2 frontah, zmagujemo in to je danes sigurno odlično. Po pričakovanjih je boj za nove ligaške točke potekal ob iskanju poti do dvojno varovane gostujoče mreže, prvi do zaključka Komazec z roba kazenskega prostora. Milec je v vrnitvi na igrišče želel poskrbeti za novo energijo. V tej akciji je podal predgol za Ploja, končalo se je s kotom. Po kotu do zaključka Lesjak, žoga čez okvir gola. Obrambno usmerjeni nogometaši Triglava so v prvem polčasu prišli do 2 situacij na nasprotni strani. Najprej do udarca v okvir gola, ko Kongnjuj ni pomenil resnejše nevarnosti za Handanovića. Naslednjič jim je uspela akcija po levi strani. Đurković je podal predgol, a brez konkretnejšega zaključka. 23 let in poseben trenutek na tribunah v 23 minuti s koreografijo Viol ob 23. obletnici delovanja. Z dodatnim ritmom z južne tribune se je poskušalo spremeniti ritem tudi na igrišču. Naslednje je zapretil Filipović. Z 30 metrov proti stičišču vratnice in prečke ni se išlo. Nato Črnic bliskovite mimo tekmecev po levi strani. Podal je do Ploja, ki je tako iskal možnost, da pred golom pride do zaključka Komazec, a je pred njim odbil kot Stojnič. Po kotu do žoge Komazec z roba kazenskega prostora je ciljal nasprotni kot, žoga pa mimo vratnice. Ob prav zadnji akciji v prvem polčasu Lesjak najprej ni uspel sprejeti žoge po podaji Črnica, a si jo je z vztrajnostjo priboril nazaj. Med poskusom preigravanja skupno posredovanje Roškarja in Šušteršiča Lesjak je obležal na tleh, toda brez 11-metrovke. Drugi polčas se je začel z menjavo Lesjak Potokar, ob tem pa tudi z določenimi taktičnimi spremembami. Milec se je znašel v bolj ofenzivni vlogi na desni strani in takoj v priložnosti. Po kombinatorni akciji mu je z obrata na robu kazenskega prostora podal Komazec, Milec pa je z desne strani zadel stranski del mreže. V 57 minuti še dvojna menjava v vijoličastem za novo energijo. V igro skupaj Tavares in Cvjanović z igrišča Rep in Milec. Mariborski namen je bil povezan z iskanjem novih, drugačnih rešitev za uresničitev cilja. To je prineslo tudi več tveganja. V pogledu na semafor z napisom 0:0 so se gostje dodatno opogumili in poskrbeli za nekaj groženj. Jasmin Handanović je tako moral 3-krat pozorno pospremiti akcije moštva iz Kranja. Prvi ga je skušal premagati Dovžan. Za njim sta z dvojno podajo v kazenskem prostoru prišla do priložnosti Poplatnik in Kongnjuj. Toda Poplatnik ni spravil žoge mimo golmana. Prav tako pa ni uspel namen Đurkoviću. Handanović se je vselej pravočasno odzval.
Zadnje minute pa spet v znamenju vijoličaste čete. Ob zaključnem lovu na zmago najprej ni bil uspešen Črnic. Po dobro odmerjenem udarcu z roba kazenskega prostora žoga tik ob vratnici. Trenutek odločitve v 87 minuti. Poskus Tavaresa je naletel na obrambni brok. Žoga se je odbila do Filipoviča, ki je krenil žogo proti golu. Pokorn je zamudil, zadel Filipoviča v nogo, ga zbil na tla in sodnik Goričan je upravičeno, brez obotavljanja pokazal na belo točko. Vlogo izvajalca je prevzel Marko Tavares, ohranil mirno kri in zanesljivo žogo poslal v levi kot, vratarja pa v desnega. Za 1-0 in nove 3 prvenstvene točke. It was very good, and on the right moment in the game come the penalty, and I was speak with Drago, the goalkeeper trainer, and I pray before the game, and he said, you pray every day? I pray every day, every time before the game. And after the game I said to him, you see, God helped me to score the goal. And I think this we have good hands, because in the end I have chance to score the goal, and we have 3 points. Zdaj v Luksemburg, na pot v torek, tekma bo v sredo ob 17. Tekma, ki prinaša odločitev o udeležencu play-offa Lige prvakov. Pričakujem nekako podobno tekmo, kakor proti Željetu, velik pritisk na začetku. Res, da mogoče s tribune bo tazga pritiska ali pa z okolice, kakor je bilo v Sarajevu. Samo moramo se dobro pripraviti, biti potrpežljivi in čim prej dati gol, da pripeljemo tekmo mirno do konca.